No, pa pojdimo še na nekaj vaj. Mogoče bi tele računske poskusili sami. Mi pa bomo zdajle, ko smo že ogreti, računali z črkami, a ne. Najprej je navodilo, razširi na skupni korenski eksponent. Tole prepisala. Naredili bomo tole prvo. Imamo koren a, tretji koren a in pa četrti koren a. To je treba zdaj dati na skupni korenski eksponent. Če nič ne piše, smo rekli, da je to dvojka. Pravi, mi iščemo zdaj skupni imenovalec med 2, 3 in 4. To je 12. In se pravi, tegale moramo dati na 12, tegale na 12 in pa tegale na 12, da bo na skupnem korenskem eksponentu. Tole imamo kvadratni koren, krat 6 moramo dodati, da dobimo 12, ampak če smo na korenskem eksponentu, moramo to narediti tudi na potenciji. In je to a na 6. Tukajle moramo dati krat 4, ampak če smo na korenskem eksponentu, moramo to narediti tudi spodaj, a na 4, in pa če imamo četrti koren, moramo dati na 3 in dobimo a na 3. In to je zdaj na skupnem korenskem eksponentu. Okej. Pa gremo na naslednjo. Tole bomo preskočili, je lahko za domačo nalogo. Tole bomo pa zdaj naredili, ko je malo bolj obsežno, a ne. Imamo peti koren a na minus 2 b na 3. Potem imamo 10. koren 2a tole je pa zdaj nekaj se zatipkali. Kaj bi zdaj tole rekli? Bomo si kar pomislili eno nalogco. Pa bomo rekli, tale ne bo v redu, ničla zagotovo ne. Pa damo a na kvadrat b na 3 pa 15. koren 3a na kvadrat b na minus 2. Takole dajmo. Okej, imamo zdaj 5, 10, 15. Skupni koren je 30. Zdaj pa, da smo dali prvega na 30, smo mogli pomnožiti za 6 in pa vse, kar je pod korenom, prav tako potencirati 6. Drugega moramo pomnožiti s 3 in pa vse, kar je pod korenom, prav tako dati na 3. In tretjega moramo pomnožiti s 2 in vse, kar je pod korenom, moramo prav tako potencirati na 2. In dobimo zdaj 30. koren iz a na minus 12 b na 18. Potem dobimo 30. koren a na 6 b na 9 in potem dobimo še 30. koren 3 na kvadrat je 9, a na 4, b na minus 4. Evo takole. To je zdaj ta korenski eksponent. In gremo naprej. Poenostavi. Tole poskusite sami. Mi se bomo pa lotili težjih. Pravzaprav tudi še celo 6. poskusite sami. Mi bomo pa poenostavili tele dve, ene ulomke pa ene korene pod korenom. Če sta vam ta dva jasna, potem boste lahko poenostavljali res čisto popolnoma vse, kar vam pade, ne, pod svinčnik. Se pravi, 6. koren iz x na 4, y na 5, krat, pa imamo 5. koren x na kvadrat, y na 3, vse skupaj ulomljeno z
15. koren x y na 14. Štirke so kar. Da lahko mi poračunamo vse to na tem ulomku, rabimo skupni korenski eksponent. In skupni korenski eksponent v tem primeru je 30. Ko boste malo bolj vešči, lahko date vse to pod skupni koren 30, pa paziti, kako potencirati. Mi bomo šli pa zdaj še s korakom. Zdaj 30 je, to pomeni, če je tu 6, moramo pomnožiti s 5, da dobimo 30. Ampak če smo to naredili na korenskem eksponentu, moramo tudi pod korenom. Zdaj pa imamo 5. koren, damo krat 6, ampak če smo to naredili na korenu, moramo narediti tudi vse posod pod korenom. Tukaj imamo krat 2, ampak če smo to naredili na korenu, moramo tudi pod korenom, ne? Da ohranimo enakost. In dobimo zdaj takole. 30. koren, x na 20, y na 25. Pa spet 30. koren, x na 12, y na 18. In potem spet 30. koren, x na kvadrat, y na 28. Ko imamo vse enkrat pod istim korenom, lahko damo to cel ulomek pod ta koren 30 in dobimo x 20 krat y 25, pa x 12, y 18. Pa x na kvadrat, y na 28. Zdaj pa lahko vse pod korenom, ne? Recimo vse v števcu damo skupaj. X damo skupaj, je to x na 20, pa x na 12 je skupaj x na 32. Y na 25 pa x na y na 18 je skupaj y na 35, 43, ne? Tako. Spodaj nam pa ostane x na kvadrat, y na 28. Zdaj pa imamo ulomek. In ulomek pomeni, da osnovo prepišemo, eksponente odštejemo. 32 minus 2 je x na 30. Tukaj si mogoče celo napišite, ne, 32 minus 2, ker če bi to bila negativna potenca, ne, potem bi bili v krizi, pa ne bi vedeli minus pa minus pa minus, ta plus pa seveda tako, ne. Ok, in to je zdaj y na 43 minus 28 in dobimo zdaj rezultat. 30. koren, x na 30, y na 15. Upajmo, da 15. Pa tule še napišem rezultat. Zdaj pa tole se da pa vse pokrajšati in sicer s 15 lahko to delimo, ne. 15 deljeno s 15 deljeno s 15 in dobimo rezultat. Kvadratni koren, x na kvadrat, y. In podčrtamo in zmagamo in jej, to je to. To je to. Kar nekaj pisanja, zadnjič sem videla eno dobro, zadnjič, že več let kroži, ko je eden ko vse pisal, pa tako že 7. korak, vse te x-e sem pa tja prelagal, pa je pa rekel, saj ne morem več, ne. Pa je končal. Prav smešno je bilo. Dobre, ampak vi ne boste tak, zato ker boste končali in boste znali in bo to super. Tako, zdaj gremo še pa s temnim primerom. Imamo pa 4. koren, x na 3, y na minus 2, pol pa 5. koren, spodaj še x na minus 4, y na 3 in pa še krat, kar dolg primer, 10. koren iz x na minus 2, y. Kadar imamo koren pod korenom, je res smiselno, da se tole loči, ne. Tukajle je
se konča četrti samostojen koren in potem pride peti. In imamo zdaj takle četrti koren iz x na 3y na minus 2. Tukaj imamo pa četrti koren iz petega korena. Tisti, ko takoj vidite, da je to 20. koren, kar napište. X na minus 4y na 3 krat tale naš 10. koren x na kvadrat y je. Zdaj pa imamo četrti koren iz x na 3y na minus 2, 20. koren iz x na minus 4y na 3 in 10. koren iz x na kvadrat y. To dajmo zdaj vse na skupni korenski eksponent. In sicer skupni eksponent bo 20. Jaz vam zdaj že privzela, da vi malo znate, ne? To bo zdaj vse šlo pod 20. koren. Tole moram dati krat 5. Če sem dala nad korenom na 5, je treba dati tudi pod korenom na 5. Ta ostane tako, kot je. Tega damo pa krat 2, se pravi tole moramo dati tudi na 2. In zdaj to napišemo. X na 3 pa na 5 je x na 15, y na minus 2 pa na 5 je y na minus 10. Potem imamo ta ostane, kot je, x na minus 4y na 3. Tega pa damo na kvadrat, je to x na 4 y na kvadrat. In zdaj imamo 20. koren. Imamo pa x na 15, x na minus 4 pa x na 4. Minus 4 pa 4 se odštejeta in dobimo x na 15. Y na minus 10 pa plus 5, tole dvoje skupaj je minus 5. To bi že pravzaprav bil rezultat, lahko ga pa še malo polepšamo, tako da pokrajšamo. In sicer pokrajšamo lahko pa z 5. Deljeno s 5, deljeno s 5, deljeno s 5. In dobimo, da je to četrti koren x na 3 y na minus 1. Tako, to so bili pa zdaj koreni. Srečno. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si pogledajte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!